Lepo pozdravljeni, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, novinarke, novinarje, ostali pridruženi gostje. Lep pozdrav v imenu občine Slovenske Konjice in pa seveda ob meni so magister Renata Klančnik, direktorica Splošne knjižnice Slovenske Konjice, ki tudi soustvarja naše dogodke v občini, magister Tjaša Kangler, ki bo predstavila eno pomembno novost, ki jo bomo danes razkrili in bo seveda obogatila tale naš lepi biser Žičke kartuzije, in pa gospa Valerija Montaln z Radia Rogla, ki že tradicionalno popestri dogajanje v okviru konjiških dni in sicer za letko, kaj več pa bo razkrila sama. Če dovolite, tudi letošnje leto prirejamo praktično z današnjim dnem, pa vse do konca avgusta, številne dogodke v okviru konjiških dni. Letos pod novim sloganom Nasmeh konjiških dni, ki bo združeval tako športne, poslovne, kulturne, okoljevarstvene, zabavne prireditve, namenjene pravzaprav vsem generacijam in pa ne samo domačim, ampak tudi tujim obiskovalcem, ki bodo prihajali na te prireditve. Občina in pa seveda številni soorganizatorji pripravljamo dogodke, ki smo jih nekako strnili in jih tudi predstavili v tejle zloženkici, ki ste jo prejeli. Seveda naj povem, da to niso vsi dogodki, ampak smo zajeli tiste najbolj nekako tradicionalne, sicer pa se bo zvrstilo še veliko dogodkov, ki jih pripravljajo ostali in vas bomo o njih tudi sproti obveščali. Naj poudarim samo nekatere tiste, bom rekla, najbolj tradicionalne. Nekako bomo začeli tole našo dogajanje v konjiški občini 19.6. z tradicionalno prireditvijo Naj mladi čestitali mladim, se pravi šolarjem, osnovnošolcem, gimnazijcem za njihove dosežke v preteklem šolskem letu. No, že teden dni kasneje bomo 20.6. pozdravili kolesarsko karavano, ki se bo popeljala skozi Konjice in osvojila leteči cilj na Liptovski ulici. Karavana kolesarska bo gostila preko 130 kolesarjev iz 12 ekip, ki so sodelovali tudi na nedavnem turu Giro d'Italia. No, v četrtek 27.6. pa se nam bodo pridružili podjetniki, ki bodo izmenjevali svoje izkušnje, svoje poglede in pa seveda spregovorili tudi o zaposlitvenih potencialih in kompetenčnih centrih v Sloveniji za potrebe gospodarstva. Naj povem, da so nam v bistvu udeležbo na dogodku potrdili tako ministrica za delo, družino in socialne zadeve magister Ksenija Klampfer, potem predsednik gospodarske zbornice Boštjan Gorjup in pa predsednik Obrtno-podjetniške zbornice gospod Branko Meh in pa predstavnik ministrstva, ki bo tudi prisoten. Seveda vabljeni so na dogodek podjetniki tudi širše Dravinjske doline, sicer pa gre za dan podjetništva v okviru občinskega praznika. No, seveda se veselimo tistega zadnjega dne v mesecu juniju, 30.6., ko se bo že začelo dogajanje že zjutraj z Jurjevim festivalom kulinarike. Lansko leto, če se spomnite, je bil ta festival izjemno dobro obiskan, tako strani ponudnikov, kot tudi seveda obiskovalcev. No, in letos smo ga združili z praznovanjem občinskega praznika, tako da se bo že od dopoldneva pa vse do poznega večera dogajalo. Popoldne se bomo prisluhnili taktom in pa seveda glasbi Godbena pihala in kot nekako vrhunec tega dogajanja podelili priznanja in nagrade občine in seveda imeli še slavnostno sejo občine Slovenske Konjice. Druge prireditve, ki jih prav tako pripravljamo, naj jih samo omenim, Zero Waste dogodek v Ločah. Vi veste, da smo kot občina Na poti k nič odpadkom se projektu pridružili že v marcu leta 2016 in si skupaj s komunalnim podjetjem prizadevamo za čim manj odpadkov in
kar uspešno nam gre na tej poti. Pa tradicionalni pohod družin na Stolpnik, dan z gozdarji, Petrovo v Žičevih in pa seveda bom rekla tudi dogodek vinogradniškega vinarskega društva, kjer bodo podelili priznanja in pa seveda pripravili pokušino nagrajenih letošnjih vin. 60-letnico Združenja šoferjev in avtomehanikov, ki bo prav tako zabeležilo pomembno te naše konjiške dni. To je samo nekaj teh dogodkov, najbolj prepoznavni. Seveda hvala vsem soorganizatorjem, več o prireditvah, ki jih pripravlja knjižnica, se pravi, pa bo predstavila Renata. Jaz pa bi z vami še vendarle rada delila eno informacijo, o katerem smo sicer vam danes medijem tudi poslali, ampak vendarle na tem mestu bi želela vzpostaviti, da je partnersko povezovanje z sosednjimi občinami v okviru naše destinacije Rogla-Pohorje rodilo sadove in sicer prijeli smo znak zelene destinacije Slovenija, Green Destination Slovenija, in na to smo še posebej ponosni, ker smo pravzaprav prva destinacija, ki je ta znak dobila. Do zdaj so bili prejemniki posamezne občine ali se pravi, tu pa smo prvi. Seveda to pomeni veliko zavezo k ohranjanju in razvoju trajnostnega turizma, ampak glede na to, da smo na dobri poti in glede na to, da smo skupaj prehodili že nekaj in rezultati te naše, bom rekla, skupne združene moči se danes tudi odražajo v promociji teh naših naravnih biserov, no je to še samo eno potrdilo za naše dobro skupno delo v okviru destinacije Rogla-Pohorje. Zdaj bom pa prosila magister Renato Klančnik, da bo predstavila dogajanje tako v samem centru mesta, pa tudi v tej naši prelepi Žički Kartuziji. Hvala za besedo. Torej, lepo pozdravljeni. Kot je že napovedano, bo letošnje poletje v naših krajih zelo pestro dogajanje in že ta petek pričenjamo v tej prelepi lepotici v Žički Kartuziji, ki je za nami, z poletnimi glasbenimi večeri, ki se sicer tukaj odvijajo že tradicionalno. Tokrat bo z nami premierno Nina Sternat, ena najbolj suverenih vokalistk resne glasbe pri nas, ki pa nas bo tokrat popeljala v miren večer jazz standardov, avtorskih skladb in pa slovenskih popevk. V okviru poletnih glasbenih večerov bomo potem nadaljevali z skupino Siddharta, ki je pa mislim, da ni potrebno posebej predstavljati, pa s Klapo Kambi, z zimzelenimi dalmatinskimi napevi in skupino Katelena, slovensko folk glasbo. Zelo veseli pa smo, da smo lahko v program vključili še naknadno koncert simfoničnega orkestra Giovane iz Švice. Tudi v mestu, v starem mestnem jedru, ne bo dolg čas, koncerti na Konjiškem bomo popestrili 5 sobotnih večerov v okviru tako imenovanih poletnic. Slišati pa bo različne žanre glasbe. Z nami bodo odlična vokalistka Maja Založnik, ta koncert bo že na predvečer občinskega praznika, pa nato skupina Zbi Jazz Band in skupina The Power Firdenbauer in še ena odlična vokalistka Julija Lubej ter za konec skupina Žanet. Kot vsako leto bomo tudi leto za najmlajše poskrbeli. To dogajanje se bo odvijalo v parku za Domom kulture. Te dogodke smo poimenovali sobotne kresničke, pravlične kresničke. Skozi 3 sobotna poletna druženja nas bo popeljala gledališka skupina Animacije in dogodki Arba da Karba. Rdeča nit letošnjih kresničk bo skozi 3 srečanja povezovala zgodbe 3 dežel, Indijancev, gusarjev in pa dvornih norčkov. Kot pa sami veste, smo pred kratkim v Slovenskih Konjicah odprli medgeneracijski center Štibelc in v poletnem času bodo dogajanje popestrile tudi naše knjižničarke v tem Štibelcu in ta projekt smo poimenovali Predilnica v Štibelcu. Gre pa za to, da bodo pripovedovale pravljice, zgodbe in s tem se bomo vrnili k temeljem zapisane besede. Druženje ob pripovedovanju je povezovalo generacije daleč, pred digitalno dobo in pred zapisano besedo. Zato se vračamo k vzgibu poslušanja in pripovedovanja pravljic za vse generacije. In pravljice bodo pripovedovali in poslušali tako otroci kot tudi najstarejši oziroma starejši. Verjamem, da bo poletje lepo, z našimi dogodki pa zagotovo še lepše. Hvala.
Hvala Renati. Zdaj bi pa prosila magister Tjašo Kangler, da nam predstavi to novost, ki vam bo seveda tudi v nadaljevanju na voljo, da jo kar preizkusite. Hvala lepa za besedo. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Mogoče samo malo uvoda, preden vam razkrijemo novost letošnjega poletja. Torej, slišali smo že, da to turistično povezovanje 4 občin, Oplotnice, Slovenskih Konjic, Vitanja in Zreč, da sedaj žanjemo kar sadove že tega dela. Torej, v letu 2018 je turistična destinacija Rogla-Pohorje zaradi svojega povezovalnega dela postala tudi ena izmed 34 vodilnih destinacij v Sloveniji, se uspešno pozicionirala na slovenskem turističnem trgu v okviru Alpske Slovenije, kar nam je res v izjemen ponos in zadovoljstvo. Skratka, v letu 2019 so bile tiste naše ključne aktivnosti, ki smo jih izvajali in jih še izvajamo, v veliki meri usmerjene v digitalni marketing in tako bo tudi v prihodnje, saj v tej smeri pač poteka ta naš razvoj turizma. Skratka, in v lanskem letu smo se uspešno prijavili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij, usmerjene torej v digitalni marketing. Gre za 2-letni projekt, ki ga bomo v letošnjem septembru tudi zaključili, in to, kar danes predstavljamo, je torej ena izmed konkretnih aktivnosti, ki smo jih v teh 2 letih pač uspeli skupaj izvesti. Sicer pa izvajamo v okviru tega projekta, torej zelenih digitalnih doživetij v naši destinaciji, oblikujemo nove integralne turistične produkte, oblikujemo 5-zvezdična doživetja, in sicer v skladu z smernicami, ki jih predpisuje Slovenska turistična organizacija. Izvajamo spletno oglaševanje na slovenskem in naših ključnih tujih trgih, to so hrvaški, italijanski, avstrijski trg, preko Googla in pa na družbenih omrežjih. Skratka, vzpostavljamo novo interaktivno spletno stran, rezervacijski sistem, gradimo fototeko, videoteko, sodelujemo z blogerji in influencerji, torej za promocijo naše ponudbe, oblikujemo virtualno 360-stopinjske sprehode po različnih lokacijah naše destinacije. Usposabljamo tudi turistične ponudnike, turistične kadre v destinaciji, izdajamo destinacijski časopis, tako digitalnega kot tiskanega. Skratka, zelo veliko aktivnosti se odvija v okviru tega projekta. In kot rečeno, smo izvedli tudi nekaj delavnic in ene so bile vezane točno na to, kar danes predstavljamo. Torej, izvedli smo 2 sklopa brezplačnih delavnic izobraževanja za delo z Autodesk Maya 3D za obogateno resničnost, ko imenovano Augmented Reality, AR je ta kratica, in ta je namenjena torej doživljanju kulturne dediščine. Konec lanskega leta smo pričeli z osnovnim izobraževanjem, to je zajemalo 8 delavnic, no potem pa v marcu in aprilu izvedli še 8 delavnic naprednega izobraževanja. Namenjene so bile lokalnim prebivalcem, turističnim ponudnikom, predvsem z namenom, da tudi usvojijo znanje, ki jim bo morda nekoč prišlo prav, da se tudi sami lotijo torej oživljanja kulturne dediščine s pomočjo obogatene resničnosti, torej da znanje obdržimo doma in da jim morda to predstavlja neko poslovno priložnost, ki jo bodo lahko nekoč izkoristili v svoj namen. Zelo smo veseli tukaj odziva tudi Gimnazije Slovenske Konjice, ki je izjemno aktivno sodelovala tako z dijaki, učenci, kot tudi s profesorji, ki so se vključevali v ta projekt. Torej, aplikacijo za obogateno resničnost, za Žičko kartuzijo, končno smo prišli do tega, kar danes predstavljamo. Torej, to aplikacijo izdeluje podjetje CTRL Art iz Ljubljane v sodelovanju z Travelar Slovenija. Zelo smo veseli, danes so predstavniki tudi z nami. Za projekt Žičke kartuzije pa je zelo pomemben podatek, da je pokazalo zanimanje tudi podjetje Epson Movario, ki izdeluje pametna očala. No in podjetje CTRL Art je pa njihov partner v Sloveniji. In zato smo se z obema podjetjema dogovorili, da bo projekt Žičke kartuzije obogatena resničnost pravzaprav izpostavljen kot primer dobre prakse na področju ohranjanja kulturne dediščine. In v ta namen bo podjetje Epson Movario izdelalo študijo primera za to aplikacijo, ki bo prevedena kar v 5 jezikov in bo objavljena na spletnih straneh pravzaprav vseh evropskih partnerjev Epsona ter pri partnerjih v Združenih državah Amerike ter Azije.
Kasneje nameravajo v Žički kartuziji posneti še promocijski film v aplikaciji, ki bo služil seveda tudi v promocijske namene kot primer dobre prakse. To se nam zdi ena izjemna priložnost, torej za promocijo naše kartuzije daleč. No in v ta namen je Splošna knjižnica Slovenske Konjice tudi kupila 5 teh pametnih očal, ki jih boste lahko danes premierno tudi preizkusili. Ta pametna očala pa vas bodo popeljala torej v Žičko kartuzijo, kakršna je bila nekoč. V bistvu obiskovalci s pomočjo obogatene resničnosti doživijo neke delčke, fragmente zgodovine, ki nam danes niso več dostopni, pa se nam s pomočjo pametnih očal ponovno zgradijo pred očmi in nam omogočijo eno tako zanimivo doživetje Žičke kartuzije. Do konca poletja bo izdelana še verzija za pametne telefone in tablice, torej ta še ni čisto zaključena, bo pa tudi na voljo to poletje. Napovedujemo pa, da si bodo obiskovalci Žičko kartuzijo lahko s pametnimi očali ogledali že od začetka julija. Tako da vse skupaj vabim, da to posebno doživetje tudi preizkusijo. No, danes ga bomo pa preizkusili skupaj z gospodom Nadavom Sagirjem iz podjetja CTRL Art, ki je tukaj danes sodelavci, in pa z gospodom Markom Stepičem, direktorjem podjetniškega inkubatorja Kočevje in Traveler Slovenija, ki je pa v bistvu bil tudi prvi stik z nami, kjer smo mi tudi dobili nekako navdih, da danes to aplikacijo imamo tudi v Žički kartuziji. Tako da vse tudi novinarje seveda potem vabimo na ta voden, zanimiv ogled kartuzije. Hvala, se že veselimo tega ogleda. Zdaj bom pa prosila še gospo Valerijo Motaln, da predstavi to našo prireditev, ki smo jo vsi vzeli za svojo. Zagotovo je pa to ena izmed najbolj obiskana prireditev v okviru naših konjiških dni. Tako da izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu celotne ekipe Radia Rogla. Danes je z mano tudi vodja letke in naš glasbeni urednik Vojko Gačnikar. Kot je povedala gospa Breda, bodo Slovenske Konjice letos že 17. pozicionirale kot mesto gostitelj festivala dobrega počutja ob začetku počitnic. Festivali so namreč v trendu in dajejo mestu identiteto. Se spomnimo, v Zagrebu je center gastroturizma, pa imamo Rubin kongresni turizem, Pak je zabava in Slovenske Konjice so torej dobro počutje ob začetku počitnic. Naš festival Letka Radia Rogla bo tudi letos potekal brez vstopnine in brez parkirnine. Pričakujemo več tisoč obiskovalcev in to so večinoma domačini in tudi prihajajo iz drugih mest po Sloveniji. Letka bo letos potekala pod sloganom To bo neverjetna noč. Zakaj neverjetna? Na velikem odru na Mestnem trgu se bo 21. junija v večeru zvrstilo kar 17 glasbenih zvezd, najuspešnejših slovenske glasbene scene, upamo trditi, pa še glasbeno presenečenje. In na odru bo tudi nastopilo 300 mladih plesalcev. Bogato pa bo tudi dogajanje povsod na drugih lokacijah v mestu. Letka, ocenjujemo, je zagotovo festival, ki se bi ga veselilo vsako mesto, pripravimo pa ga v celoti Konjičani. Lokalna medija Radio Rogla in časopis Novice smo nosilci organizacije, ker hočemo s tem pokazati svojo odgovornost do okolja, da vplivamo na boljšo kakovost življenja tukaj na odru in ob njem pa se nam pridružijo, mi rečemo, skoraj cele konjice. Tako vem, za gostinski del vedno poskrbi domači pub Tatenbach. Mimogrede, letos bojo znova puhaste palačinke, ki so bile lanski hit, letos pa bomo imeli tudi še nekaj novega. To bo langaš, to bo ena taka tipična madžarska krompirjeva jed, ki je zelo dobra, so mi zagotovili v pubu Tatenbach. In seveda bo tudi letos mesnica Boček poskrbela za jedi žara. Otroci, ki vadijo v plesnih šolah vso leto pridno, se zelo veselijo, da bodo predstavili vse tisto, kar so se naučili na velikem odru Letke. Letos bodo nastopale plesne šole Samba, Step by Step, Tip Top in J-Dance Studio. In prav v tem delu smo letos poskrbeli še malo za nadgradnjo, namreč, da bo še bolj atraktivno, smo se dogovorili z Modrijani, da bodo otroci z njimi v živo nastopali. Torej, koreografije se pripravljajo, Modrijani bodo v živo igrali in se bo festival začel že bolj atraktivno, že ob 17:20.
Letos je novost tudi noč športa v konjiškem Starem trgu. Nastala je na pobudo konjiškega boks kluba. Oni bodo v Starem trgu postavili pravi pravcati ring, v katerem bodo lahko obiskovalci se tudi malo preizkusili, če bodo želeli v bokserskih veščinah. Tam bodo tudi vrhunski trenerji in potem bo seveda tudi tekma prava reprezentanc Bokserske zveze Štajerske in reprezentance Dunaja. V Starem trgu bo prav tako potekala prireditev Dekleta pod koše, ki jo pripravlja domači košarkarski klub Konjice skupaj z Miki športom, in tam bodo lahko obiskovalci igrali košarko, dobili bodo košarkarske žoge za nagrado in spoznavali praktično to športno veščino. Pripeljajo pa še kolesarji, starodobniki, 10 starih koles bodo pripeljali, ki jih bo tudi mogoče na letki preizkusiti, se z njimi malo popeljati ali pa samo fotografirati. To so tista velika kolesa, ki imajo take kroge, in to 100 let je staro eno od koles, ki bo prišlo sem. In ta bolj športni del, ker smo rekli prej, da cele Konjice sodelujejo, pomagata organizirati Zavod za šport in pa tudi nova športna zveza Slovenske Konjice, ki je nastala čisto pred kratkim. Sicer pa lokalni organizatorji poskrbijo za celotno izvedbo festivala. Podrobno bi bilo preveč za naštevati, ampak moram jih omeniti. Tu je Center za kulturne prireditve z infrastrukturo, javno komunalno podjetje s svojim ekoprispevkom, s čiščenjem, domači gasilci, konjiški zdravstveni dom, konjiška policijska postaja. Z njimi skupaj pripravimo tudi akcijo Ko piješ ne vozi, ki poteka že pred letko, in vsega pa pravzaprav ne bi bilo brez lokalnih podjetij. Da je lahko letka brezplačna, brez stopnine, to zelo veliko stane tak festival, in da je lahko brez parkirnine, je zelo pomembno, da so lokalna podjetja, da je lokalna občina Slovenske Konjice in tudi sosednje občine, da so prepoznali, da ljudje ob koncu vsega tega hudega, kar smo doživeli, potrebujejo malo zabave in eno sprostitev, in da nas to obilno sponzorsko podprejo pripravo tega festivala. No, še ena lokalna novost je pa povezana s kulturo. Namreč letos bo največja ulična razstava likovnih del, kar so jih gostile Konjice, in bomo tam predstavili najboljše, kar so ustvarili šolarji te regije v minulem šolskem letu. Na uličnem razstavišču, na granitnih količkih na Starem trgu bo taka pregledna razstava. Na pobudo Erika Vodenika sodelujejo šole ob Dravini, Podgoro, Loče, Zreče, Vitanje in šolski center Slovenske Konjice Zreče gimnazija. In tu vidimo spet priložnost, da v enem takem sproščenem vzdušju na drug način spet predstavimo talent, ki ga Konjice imajo. Letka zmotivira tudi druge organizatorje, tako znova pridejo v Konjice, pridejo vrtiljaki pa avtomobilčki. V pubu Beli konj bo festival, open air festival DJ-jev, pa še kdo bo kaj organiziral. In letos je novost tudi to, da se festival prvič prepleta še z enim drugim festivalom, ki je letos potekal v Slovenskih Konjicah, to pa je festival Glasbena zvezda Štajerske. In v minuli sezoni je na njem nastopalo 22 različnih skupin oziroma izvajalcev. To so predvsem mladi glasbeniki, ki še nimajo tako odprtih medijskih vrat, in mi jim želimo pomagati. Težko pridejo na odre, na tem festivalu pa lahko. In finale bomo dosegli prav na letki, kajti zmagovalka prve sezone, Nuša Pliberšek iz Oplotnice je doma, bo imela namreč svoj premierni nastop na velikem glasbenem odru. No, in ker smo mi festival zabave, dame in gospodje, Nuša Pliberšek danes tudi z vami in za vas. Nuša. Divjo cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi tu zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen je reka, ki teče po strugi. Napravi tu zopet,
ne odi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi še spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo, postaje in vlaki. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen je reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne odi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. No in z nastopom Nušen na Letki bomo napovedali novo sezono glasbene zvezde Štajerske, takrat se bodo odprle tudi prijave in mogoče samo še to povem, da bodo z odra Letke letele nagrade, nekdo bo tudi letos odpeljal na počitnice nov avtomobil in da bomo tudi pripravili zabavno fotografiranje z VIP zvezdniki vsemi, ki bodo nastopali na Letki. Na letka.si pa je program in ves opis in seveda vabljeni na 22 letko 21. junija v Slovenske Konjice in ne zamudite atraktivnega začetka ob 17:20. Hvala lepa. Hvala lepa.